Pred začetkom pandemije je bila UFA na 9. mestu po 22 krogih. Ti si odigral veliko tekem, imel si veliko minutažo. Kako si zadovoljen z dosedanjim potekom sezone? Mislim, da z dosedanjim delom sezone sem zadovoljen, ker letos je ruska liga zelo težka, vsi so konkurenčni vsem, le malo je razlik med tekmeci, zato lahko z eno izgubljeno tekmo si na dnu oziroma eno dobiš in si pri vrhu. Tako da zdaj, če bi se končala sezona, ne vem, mi smo bili glih v vzponu, zato nam ne bi bilo dobro, da bi se končala. Bilo dobro, da bi nadaljevali, vendar kakor se bo odločil, tako bo. Sem zadovoljen, ker UFA je majhen klub in nam je prioriteta ostati v ligi. Kakšna pa je moč ruske lige? Tam si že polna 3 leta in a bi rekel, da liga napreduje? Z leta v leto napreduje. Pred 3 leti ni bilo tako, mislim, da je bil tam zaton malo v ligi, so več denarja vlagali v hokej, v športe, vendar po svetovnem prvenstvu, ko so zgradili nove štadione, so spet ljudje začeli prihajati, gledati nogomet, se zanimati in mislim, da je liga zdaj kar močna. V ekipi sta poleg tebe še dva Slovenca, Lovro Bizjak in Andres Vombergar. Kako sta se vklopila v ekipo, kako si jima ti pomagal pri tem in pa kaj ti pomeni, da imaš dva rojaka v ekipi? Mislim, da sta ona dva izjemna igralca, izjemna fanta. Družba rojakom mi ogromno pomeni. Vedno smo skupaj, vedno se družimo. Kar se tiče adaptacije, vsak igralec potrebuje adaptacijo, ko pride v novo okolje, v nov klub, v novo državo. Zato sem jim tam veliko pomagal s svojimi izkušnjami, ker jih imam veliko. Ona dva sta vse to dobro sprejela in sta se učila, kako bi rekel, na mojih napakah. Ene stvari sta morala sama preizkusiti, ene stvari sta mi verjela in sta se zelo hitro adaptirala in mislim, da sta se zelo dobro vklopila v ekipo in sta zelo dobra igralca in mislim, da lahko pomaga tudi naši reprezentaciji v bodoče.